Drage gledalke, dragi gledalci, lep pozdrav. Spet smo skupaj v oddaji Jezus mi je spremenil življenje ali Jezus mi je rešil življenje. Danes je z nami gospod Darko Srabotnik, poslovnež in lahko bi rekli evangelizator iz Maribora. Lep pozdrav. Tudi jaz lepo pozdravljam in hvala, da ste me povabili. Navadno je ljudi strah pričevanja. Ali je vas kaj strah? Ne, z veseljem pričujem. Zgodba gospoda Darka Srabotnika je dokaj nenavadna. Preden je spoznal Jezusa, je bil podjetnik, kasneje pa se je ukvarjal tudi z alternativnim zdravljenjem. Potem, ko je imel duhovno bolezen, pa je začel Jezusa iskati. Zgodilo se je nekaj nepojemljivega, saj apostol Pavel piše: tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Prav tako se je zgodilo tudi z gospodom Srabotnikom. Kmalu je začel evangelizirati ljudi in po njem je Jezus veliko ljudi pripeljal k sebi. Zaradi njegovega ognjevitega pričevanja in evangeliziranja so mnogi postali vneti kristjani. Tudi vas je po pomoči drugih ljudi, po njihovi besedi, po njihovi molitvi, Jezus pripeljal k sebi. Da, resnično. Po molitvah bratov in sester, po čitanju Božje besede sem spoznal živega Boga. To vam je zelo pomagalo, torej. Pričevanje je pomembno. Tako je. In tukaj tudi meni Gospod pripoveduje: pojdi in pripoveduj, kaj sem storil za tebe. Kako se je spremenilo vaše življenje, kajti vi ste bili vzgojeni krščansko, ste bili katoličani, ali ste doma tudi molili, ste prebirali Sveto pismo? Kot otrok sem hodil v cerkev, veronauko, sprejel sakramente, ampak na žalost po Sveti Birmi ste prenehali, tako kot je navadno. Na žalost, tako ja. Tako kot je navadno. Kako so pa starši doživljali Boga, kako so vam ga prenašali? V družini je bila zelo verna babica in teta. Za starše bi pa rekel, da so bili takole tradicionalni kristjani. Niso še spoznali živega Boga. Vi ste imeli tudi neko težavno izkušnjo v otroštvu, ki vam je zelo ranila srce, in zaradi tega ste imeli potem tudi težave. Takole, kot deček sem bil spolno zlorabljen. In ko sem spoznal Jezusa kot svojega odrešenika, zdravnika in osvoboditelja, je tudi prišel do te rane na moji duši, ko sem s pomočjo Svetega Duha, Jezusa Kristusa, odpustil te duši, je tudi Gospod zacelil to rano. Slava Gospodu. Aleluja. Ali je težko odpustiti ljudem, ki te tako zelo ranijo? Veliko prej sem že probal odpuščati in nisem uspel. Z močjo Gospoda Jezusa Kristusa sem postopoma in tudi vedno lažje odpustil tudi te duši. Torej res velja najprej treba odpustiti, potem pa se lahko ozdravijo naše notranje rane. Samo tako. No, vi ste se potem izšolali, se poročili, postali podjetnik. Pravite, da ste takrat opustili versko življenje. Niste niti enkrat šli v cerkev, tudi za božične? Takole, mogoče za Veliko noč ali božič, ampak tudi ne vedno. Vam je bilo kaj hudo? Ste pogrešali cerkev? Ste se kdaj spomnili na Gospoda? Ste ga iskali? V tistem času bi lahko rekel, da ne. Koliko let je bilo to? 20, 30? Veliko. 28 let. 28 let.
V tem času ste se tudi začeli ukvarjati z alternativnim zdravljenjem. Zakaj vas je to pritegnilo? Imel sem težavo. In sedaj vem, da mi je na pot Zlobec poslal alternativno medicino. Tu zraven še pa spada duhovnost, ki nima nič skupnega z odrešenikom. V začetku mi je to takole, sedaj vem, navidezno pomagalo, na kar sem še težje zbolel. In v tistem trenutku sem spoznal, da mi lahko samo pomaga živi Bog. In ponovno sem ga začel iskati med kristjani. In Bogu hvala, našel sem ga v Jezusu Kristusu. Hvala Bogu. Torej, če se prav spominjam, ste rekli, da ste najprej poiskali Jezusa v Jeruzalemu. Potovali ste v Jeruzalem. Tukaj sem na Kaj ste našli tam na poti? Kaj vas je nagovorilo? Šel sem kot turist v Egipt in ob branju Božje besede sem videl, da se je pred 5700 leti pod Sinajsko goro začela danes moja vera kristjanov in tukaj je bil zelo močen dotik. Gospod, ti živiš. In ko sem se vračal, že sem molil v Sinajski puščavi, sem vprašal, oče, ampak z enim namenom si me poslal tukaj. Sedaj vem, vrnil sem se z 10 Božjimi zapovedmi in nepojemljivo vesel, radosten, moja duša je cvetela. Torej, ni bil Jeruzalem, ampak Egipt, ampak vseeno pomagalo je. Amen. Ste potem tudi začeli živeti po Božjih zapovedih? Začel sem prebirati Svetopismo in tukaj me je Bog Oče in Jezus in Sveti Duh začel učiti živeti, kot uči Svetopismo in nauk cerkve. In Božja beseda je delovala torej v vas. Tako je. Kasneje, čez nekaj let, je gospod Srabotnik videl film Jezus. To pa je potem res veliko spremembo povzročilo v vas. Katerega leta je bil ta film v Mariboru in kdo ga je predvajal? Leta 2000 sem tako hodil po Mariboru kot izgubljena ovca. Iskal sem živega Boga in videl sem film Jezus, ki so ga predvajali binkošni kristjani. In po filmu Jezus je pastir vprašal, kdo sprejme Jezusa za svojega odrešenika v svoje srce. In te besede sem ponovil, da ga sprejmem za svojega odrešenika, osvoboditelja, velikega zdravnika, sedaj vem, prijatelja in učitelja. Torej, je bila to res ogromna sprememba. Zelo velika. Tisto noč sem prišel domov in celo noč padal sem na kolena in pripovedoval svoje grehe. Zjutraj sem z veseljem odkorakal, pohitel v cerkev Svetega rešnega telesa, ker sem začutil tako prijetno ljubezen, posebej pastirja, ki me je po tolikih letih tako ljubeznivo z objemom pričakal in spet pokazal, kakšna velika ljubezen prihaja po Svetemu Duhu. In zdaj sta še prijatelja z gospodom duhovnikom. Zelo velika. Hvala Bogu, da vam je tako pomagalo. 28 let pravite, da je minilo od obiska cerkve. Takole bi rekel, mogoče sem kdaj obiskal svetomašo, ampak nažalost ni bilo tega dotika kot to čudovito novembrsko noč leta 2000. Potem pa ste spoznali, kako pomembna je sveta maša in duhovniki. Tako je.
Kaj vam je takšnega pripovedoval duhovnik, ki mašuje pri Svetem Rešnjem telesu v Mariboru, da vas je to tako potolažilo? Kaj vam je dejal? Navdušil me s svojim ljubeznijo, ki jo nisem poznal, ne od otroštva. In takrat sem spoznal, da tukaj deluje živi Gospod. Potem tudi navdušilo me sprejem sester in bratov v tej cerkvi, s katerimi se danes z veseljem srečujemo, se skupaj tudi molimo. Zdaj so še samo ostali čudoviti spomini spreobrnenja in tudi hoje za čudovitim našim Gospodom. Torej je bilo najpomembnejše, da vas je gospod župnik in sestre in bratje v cerkvi, da so vas sprijeli takšnega, kot ste bili. Tako je. No, potem pa ste iskali naprej. Odšli ste v Alojzijevo cerkev, kjer je bila karizmatična maša. Kaj se vam je tam zgodilo? Še prej so bile duhovne vaje v Mariboru Patra de Grandisa, ki je takrat in verujem še sedaj vodil prenovo v duhu. In takrat je govoril in takrat sem tudi prvič začutil to ljubezen in v tej ljubezni en pogum, da sem dal pričevanje, kjer sem pogrešil in ne bi nikoli več želel ponoviti. In spet ta čudovit objem duhovnika, Patra de Grandisa, malo so se mi noge tresle in ker sem mu povedal, ker sem bil edini moški, ostale so bile žene, sestre. In danes sem hvaležen Gospodu, da me je že takrat začel uporabljati. Vas je tako pogumil, da ste že takrat pričevali. Tako je. Danes pa nimate več strahu. Daleč od tega. To je bilo prvo pričevanje. Leta 2003. Leta 2003. In tam sem spoznal sedaj brate in sestre, Božje prijatelje iz prenove v duhu in že kmalu v soboto sem se znašel v Alojzijevi cerkvi na karizmatičnem srečanju Sveti maši. Kdo pa jo je vodil, kateri duhovnik? Gospod Zoran Kodela. In tukaj sem bil pri Sveti maši in po Sveti maši sem prvič slišal, da se moli za ozdravitve. Po molitvi je Gospod Jezus naredil čudež v mojem življenju, dotaknil se je mojega duha, duše in telesa. 1 uro sem jokal in izpovedoval grehe in spet v bratih in sestrah okoli mene začutil ljubezen, ki je prej nisem poznal od spočetja pa do takrat. Kaj se je potem zelo bistveno spremenilo v vašem življenju? Naprimer, v poslovnem življenju, v dojemanju sveta, v mišljenju? V tistem trenutku sem spoznal, da stvari, s katerimi sem se ukvarjal, kot je alternativne metode zdravljenja, da to ni od Boga. Tukaj na tem mestu bi želel vsem spoštovanim poslušalcem povedati, nobena alternativna medicina ne ozdravlja, ampak živi Jezus. Samo živi Jezus ozdravlja. In v trenutku, ko sem to spoznal, tisto noč, mi na misel ni prišlo, da bi še kdajkoli se ukvarjal s stvarmi, ki niso od Boga, ampak od duhovne teme ali zlobca ali hudiča. In potem ste najbrž morali spremeniti tudi kariero. Bilo je nenavadno. V trenutku sem Kar čez noč. Vse pusto. Nekaj časa sem tako razmišljal, kako, ampak Božja beseda me je ohrabrila, da bude Jezus Kristus in Bog Oče in Sveti Duh poskrbel za mene. In želim vse ohrabriti, da od takrat do danes
se Jezus tako poskrbel za mene, kljub temu, da sem se prijavil na borzo dela, veliko let čakal prvo zaposlitev kot krščanski poslovnež, ali Bogu hvala, dočakal sem in nikoli več se nisem vrnil. Na staro pot. Tako je. No, iskali ste še naprej, najbrž ste rabili korajžo in tudi naši krščanski bratje v Binkoštni cerkvi so molili za vas. Srečali ste avstralskega pastorja, sicer po rodu Slovenca, pastorja Feliksa in njegovo ženo, ki sta za vas molila. Bi lahko malo povedali o tej izkušnji? Zelo rad. Bil sem pri sveti maši frančiškanski cerkvi in molil sem: Gospod, odpelji me tja, kjer me želiš ozdraviti. In po sveti maši, verujem, danes ga poznam, tukaj je med nama, živi Gospod v svetem duhu, me je odpeljal na vrata bratov in sester v Binkoštni cerkvi, kjer je v tistem trenutku resnično bil binkoštni pastir, karizmatik, egzorcist, ki je molil za mene 6 mesecev do popolne osvoboditve. Takšno molitev sem tudi doživel v Rimokatoliški cerkvi nekajkrat in verujem, da je to bilo delovanje Svetega Duha, da bi danes po milosti Božji lahko bil Mavrica med cerkvami, kjer nam Jezus pripoveduje: ljubite se med seboj. Torej, pastor Feliks, Slovenec, ki živi in deluje v Avstraliji, je molil tudi še potem, ko se je vrnil v Avstralijo. Je molil za vas še potem? Midva sva se velikokrat slišala, pripovedoval sem mu. Po telefonu torej? Takole, molil je, verujem, da tudi danes moli. Ampak niti on, vse, kar se je zgodilo, je naredil Gospod Jezus Kristus. Kako so vas pa sprejeli bratje in sestre in pastorji v Binkoštni cerkvi? Kako ste se tam počutili? Takole, tudi z veliko ljubeznijo, ki sem jo doživel v cerkvi Rimokatoliški. Tudi tukaj je ta čudovita ljubezen po svetem duhu, ki je do takrat nisem poznal. To se pravi, objem, vedno dobra beseda po svetem duhu iz Božje besede. Podpora. Tako je. In tukaj je moja duša začela hrepeneti po prebiranju Božje besede, da bi danes mi to bilo edino čitanje in tovrstna krščanska literatura. In tudi je še to ostalo edino branje vaše. Tako je. Z veseljem lahko povem, da 11. leto ne gledam televizije, da ta čas uporabljam za molitev in branje Božje besede. Ne poslušate slabih novic. Bolj pomaga branje Božje besede. Tako je. No, začeli ste potem zahajati v obe cerkvi. Ste se mogoče spraševali, ali počnete kaj narobe? Ste se s kom posvetovali, ko ste začeli zahajati kar v obe cerkvi? Poglejte, jaz verujem, da ima vsak poslanstvo, ki ga mora izpolniti od Boga Očeta. In z veseljem, ko sem šel v Binkoštno cerkev, sem se ustavil v stolnici, pozdravil brate in sestre. Takrat je tudi Bog Oče z mojo roko napisal prvo pričevanje in razdelil sem ga med kristjane. In z veseljem smo se družili, z veseljem sem obiskal karizmatično prenovo, povedal, kaj se dogaja. Posebej smo se razveselili, ko mi je Bog Oče namenil prvič službo, da sem lahko potoval kot zastopnik. In vedno sem bil toplo sprejet. Mogoče me na tej poti, verujem, niso razumeli
vsi duhovniki ali vsi pastirji, ampak verujem, da pa me moj Gospod razumel. In na tej poti sem se pogovarjal s patrom, ki je zdaj, verujem, že v nebesih, in je rekel, ti si Mavrica med kristjani, ne bo pa vedno to tako lahko. In res je, včasih sem tudi ranjen, ampak sedaj z veseljem odpuščam in imam takole razumevanje tudi za te dogodke. To se pravi, hodite na katoliško mašo in v Binkoštno cerkev. Z veseljem. Namreč, ker vse posod sedaj vem, da je prisoten Gospod. Učenja so različna, pot do Boga Očeta je pa Jezus Kristus, ki nam tako čudovito pove, jaz sem pot, resnica in življenje. In verujem, da v nebesih bomo vsi skupaj. Kako pa so binkoštni bratje in sestre sprejeli to, da zahajate tudi v rimsko-katoliško cerkev? Verujem, da bratje in sestre želijo, da se Božja beseda, evangelizacija, da je luč prišla med nas, z veseljem sprejmejo, da bi Slovenija in Evropa spet spoznala Jezusa Kristusa kot odrešenika, zdravnika in osvoboditelja. In tukaj nam tudi Božja beseda pripoveduje, pojdite in pripovedujte, kaj sem storil za vas. Torej, pomembno je razglašanje Božje besede, evangeliziranje. No, pa se povrniva k vašemu novemu delu. Nekaj časa ste celo razmišljali, da bi postali duhovnik ali pastor, in potem vas je naš nadškof vam je dal nek nasvet. Takole, v veliki želji duša hrepeni, kot piše evangelij, ko je bil osvobojen, Gospod želel bi biti s teboj, in Jezus mu odgovarja, pojdi in pripoveduj, kaj sem storil za tebe. In tudi moja duša hrepenela, da bi bil pastir ali duhovnik. Vendar je vaša pot šla drugam. Tako je. Spet ste odšli v gospodarske vode. Veliko časa sem se molil, čakal odgovor. Odgovor je prišel. In sedaj hrepenim, da bi spet šel v gospodarstvo, kjer sem pripovedoval. Ampak tukaj ne več toliko za besedo. Tukaj je že bilo dejanje. In z veseljem se veselim, ko vidim dve sestre danes. Ena se je dala krstiti v Rimokatoliški cerkvi, ena pa v Evangelijski cerkvi, in goreče hodijo za Gospodom in prenašajo Božjo besedo. Torej, ste pričevali ljudem kar tako, sproti, še ko ste bili nezaposleni, pa tudi potem, ko ste se zaposlili, kako se je to dogajalo, da ste ljudi, ki so bili pravzaprav ateisti, prepričali, da so se spreobrnili in spoznali Jezusa? Zelo lepo. Bi nam lahko povedali nek dogodek? Tako je, z veseljem. Ko sem videl, da delo, ki sem ga opravljal, o katerem ne bi želel kaj dosti govoriti, ker bi želel dati Jezusu slavo in čast, sem se prijavil na borzo dela. In tukaj prihajam in žena me opazuje, svetovalka. Dobili ste svetovalko torej. Tako, ja. In začnem pripovedovati, kako mi je Jezus Kristus spremenil življenje, da bi danes bil na borzi in za njo. In začudeno pravi, pa vas Maribor drugačnega pozna. Sem rekel, vse to sem pustil, z veseljem hodim za Gospodom, ki me ozdravlja. Se je začudila? Vas je imela za malce neumnega? Ne, nasprotno, začela me je poslušati. In ko najno drugo srečanje je rekla, poglejte, čudež, na monitorju je bil Jezus Kristus, njeni pisarni. Na njenem monitorju. In je rekla, z veseljem, ko sem pogledala, da boste me spet obiskali, sem se razveselila.
Takrat sem ji povedal vse, kar sem doživel z Gospodom. In na mojem 3. obisku na borzi je več nisem našel. In kaj se je zgodilo? Na enem sprehodu sem jo srečal in nekdo kliče: brat Darko, zgodil se je čudež. Jezus je spremenil moje življenje. Dala sem se krstiti. Povedala mi je, da se je krstila. Krstil je duhovnik prenovi duhu. In je rekla, tudi poklic moj je drugačen. Torej je tudi ona spremenila poklic, življenje in Tako. mišljenje. Kaj pravite, ste vi to storili zanjo ali je to Jezus storil? Samo Jezus Kristus skozi mene. Ampak vendar je vas uporabil. Kakšen delež ste vi imeli pri tem? Kakšen delež ima človek pri tem, da nekdo spozna Jezusa Kristusa? Poglejte, Gospod je tukaj. In samo se mu damo kot orodje, da nas uporabi, da bi ga tudi drugi spoznali. Potem pa ste rekli, da ste neustrašno še evangelizirali neki drugi gospe, da ste ji tudi pripovedovali. Tu je pa bil dogodek takole, že sem potoval kot poslovnež in prvi obisk v Muti in vse je teklo kot danes ta svet. Ampak že na drugem obisku, ko sem odprl taško, Poslovni kovček? gospa pogleda in pravi, kaj pa to pomeni. Pa sem rekel, tu vedno imam svetopismo, katero mi je rešilo življenje. To ste kar tako neposredno povedali. Takole. In začelo jo zanimati. In spraševala me je in na najinem drugem srečanju me je prosila za molitev. Za kolektiv, za njeno družino in z veseljem sem pomolil. In kaj se je zgodilo potem? Gospod je naredil čudež. Dal sem mi svetopismo krščanskih poslovnežev in spreobrnila se je in danes z veseljem obiskuje evangelijsko cerkev v Slovenj Gradcu. Tudi Gospod ji je dal pogum in moč, da je napisala pričevanje. Vi ste imeli kar veliko pričevanj. Kje vse ste pričevali, kako je bilo, ko ste pričevali, kako ste se počutili, če ste naleteli na neodobravanje, ker nekateri ljudje mislijo najbrž, da ste majčkeno prismojeni. Takole, od začetka so ljudje mislili v mestu in kjerkoli sem potoval, kaj pa če je ta človek fanatik. Versko blazen. Tako. Danes z veseljem ugotavljajo in tudi jaz to vem, da sem goreč, da živim za Gospoda in dam se mu uporabiti in ta isti auditorij me z veseljem sprejema in pokliče na molitve, ker opazili so eno spremembo v mojem življenju. Dobro spremembo Tako najbrž. Kako pa ste to spremembo doživljali vi? Naprimer, če zdaj konkretno primerjate vaše prejšnje razmišljanje in zdajšnje razmišljanje. Poglejte, Gospod, ki me je ozdravil, sem postal tudi po milosti njegov učenec, mladika v vinogradu, Boga Očeta. In s prebiranjem Božje besede je duša hrepenela, da bi začela tudi tako živeti, kot uči tudi cerkev. Kaj to pomeni, tako živeti? Živeti tako, kot pravijo Božje zapovedi. Zelo preprosto. 48 let sem bil star, ko sem se spreobrnil. Nedavno sem dopolnil 59, 11 let, drugo desetletje hoje za Gospodom. In če Božja beseda pripoveduje v Svetem pismu, Novi zavezi, 18krat, ohrani čistost do zakona. Bogu hvala, ne za svojo močjo, z močjo Svetega Duha, sem to danes 11 let ohranil. In seveda to mesto, ki te je poznalo odprej, te začne opazovati.
Tako daleč je prišlo, da me je nagovoril zdravnik. Pa vendar ti si živel drugače. In ko sem mu povedal, da tako uči Božja beseda in da je to milost, ki prihaja moč iz nebes, Sveti Duh, ki je nad našim telesom, so me začeli zelo dobro sprejemati in nihče več ni pomislil, da sem fanatik, ampak z veseljem me sprejemajo zdaj v družbo, povabijo na molitve, da bi lahko kaj povedal iz Božje besede. Kako vas je pa sprejela vaša družina, vaši starši, brat, ožji sorodniki, domači? Moj oče je šel zelo zgodaj v večnost, tako da tega ni doživel. Moja mama je pa doživela to spreobrnenje in me je opazovala. Sicer zdravnica po poklicu, ne? Tako je. Torej je imela kaj opazovati. Zanimivo, da ko sem se ukvarjal z alternativo, me je opozorila, da ne ve, ali je to od Boga ali od hudiča. Torej je verna žena. Tudi ona se je, takole bi rekel, v zadnjih letih življenja spreobračala in začela zelo veliko moliti. Nenavadno je pa bilo, da je sin, ki je tako dinamično živel, nažalost v grehu, v svetu, toliko na kolenih in moli. In takole, da leta 2001 je šla v večnost in verujem, da je sedaj pri Gospodu. Samih ozdravitev ni doživela, ampak tudi zanimivo je, da na tej poti sem imel velikokrat težave, ampak medicina duhovne bolezni ni mogla spoznati. In to bolezen sem spoznal v Svetem pismu in takrat je Gospod začel delati čudeže, kot sva že rekla, v obeh cerkvah po molitvah. In so tudi zdravniki videli, da ste ozdraveli. Tako je. So bili začudeni? Takole, obiskal sem Mariboru nevrologa, mu povedal, je rekel, do tukaj razumem, dalje ne razumem. Ampak videl pa je. Videl pa je popolnoma ozdravitev, da se nikoli več ni pojavljala bolezen, katere pa on ni poznal, što je za bolezen duhovnega izvora. Ampak naknadno je pa študent medicine v Binkošni cerkvi me povprašal, če bi bil pripravljen z Božjo roko napisati svoje pričevanje za medicinsko fakulteto v Ljubljani. Z veseljem sem to napravil in pri psihologiji na medicinski fakulteti se je to predavalo in veliko zdravnikov je spoznalo, da je samo Jezus Kristus lahko duhovno osvobaja in ozdravlja. To pa je neverjetno. Aleluja. Še nekaj mi prosim povejte, kaj pa vaši ožji prijatelji? Zdaj sva govorila samo o tem, kako vas je sprejela družina, pa Mariborčani, kaj pa ožji prijatelji? So se oni posmehovali? Takole. Ste jih izgubili zaradi vaše spreobrnitve? V samem začetku so me malo gledali, celo družba, v kateri sem bil, me nekajkrat nagovarjala, da bi se vrnil na staro pot. Seveda, to sem odklonil in zdel sem se zelo nenavaden. Tukaj bi dal rad en primer. Ko sem imel duhovno težavo, bolezen, sem težko prečkal Stari most. Vedno mi je nekdo, zdaj to vem, hudi duh, govoril, da me bo vrgel v Dravo. Po osvoboditvi in ozdravitvi danes tečem in se veselim po Starem mostu. Celo sem se nekajkrat udeležil skokov iz Starega mostu. In spet sem me vprašali, ste duhovnik ali kaplan? Sem rekel ne, spreobrnjen kristjan. In tudi tam sem vsem udeležencem povedal, kaj sem doživel z Gospodom, da bi danes lahko skakal kot pred 40 leti in več.
Na tem mestu želim povedati, da je to šport za najbolj hrabre ljudi na svetu. Torej ste ozdraveli tudi telesno, ne samo duhovno. Tako. In sedaj so ti prijatelji to gledali, pa so rekli, pa se mu vendar ni zmešalo. To je čudež, ki ga doživel in danes me z veseljem sprejmejo. In lahko rečem, eden od teh prijateljev iz prejšnjega življenja, ki nažalost za mene ne obstoja več, to je bilo življenje v grehu, me z veseljem prosi za molitev za svojo družino, posebej za sina, ki ima težave telesnega izvora. Mnogi vas prosijo za molitev. Torej, je to res čudežno, kar se vam je zgodilo. Molite torej za vse, ne molite samo za tiste, ki so Jezusovi, ki so kristjani. Molite za vsakega? Molitev mi je postala sestavni del življenja in vsak prosti trenutek, ki ga imam, tudi kot sem kot poslovnež potoval, v avtu, slavljenje, molitev. In hvaležen sem tudi, da sem lahko vedno bil uporabljen. Da sem lahko molil z Gospodom za odrešenje duš. Koliko ur na dan premolite? Povprečno. Veliko. Takole. Najbolj sem bil nagovorjen po Svetem Duhu, da sem začel moliti od četrtka na petek po noči. Veliko pastirjev, duhovnikov in tudi bratov in sester me je vprašalo, kaj se dogaja. Ta dogodek, postavitev Evharistije, Gospodove večerje, trpljenje v Gecmanskem vrtu in vse, kar je Jezus Kristus doživljal od četrtka do petka, me tako močno prevzelo, da je to za mene postala noč molitve za odrešenje duš in za tiste, ki me prosijo za molitev. Pa ste kaj utrujeni po tej nočni molitvi, po bdenju? Tukaj bi želel povedati, da dragi brat v Kristusu in pastir v Binkošni cerkvi, sem mu povedal, da me Gospod zbuja zgodaj zjutraj in da molim. Pa je rekel, kaj pa drugi dan delaš celi dan? Sem rekel, potujem, grem v Portorož nazaj, si kaj utrujen? Sem rekel, ne. Rekel, potem to je Sveti Duh. In drugi dan, nasprotno, po teh molitvah se počutim kot prerojen in drugi dan bi poletel. Se počutite torej bolje? Seveda. Molite tudi čez dan, molite za stvari, molite za to, da prejmete besedo, Jezusov namig. Sedaj sem spet prijavljen na borzi in verujem, da Jezus, ko bo trenutek Božje volje, bo odprl vrata novega dela, ta čas, pa resnično sem se mu dal na razpolago v molitvi in čitanju Božje besede, seveda in pričevanju, kamorkoli grem. Mogoče še predno končava. Spomnim se, da ste pričevali, da ste preživeli v velikem gmotnem izobilju, potem pa se je to malo zmanjšalo. Marsikoga je namreč strah, da bo potem, ko bo šel za Jezusom, izgubil nekatere stvari, službo, da se mu bo služba zamenjala, plača zmanjšala. To ste rekli, se je zgodilo vam, pa tudi neki vaši sestri. Vas ni bilo nič strah? Kako ste doživljali ta gmotni primanjkljaj? Tukaj bi želel dati en primer. Leta 1995 je resnično bilo na bančnem računu denar, ampak bil sem bolan, nisem mogel do banke. Danes je ta bančni račun drugačen, ampak sem popolnoma zdrav v duhu, duši in telesu. In resnično Bog Oče je dopustil, da mi je bilo vse odvzeto. Velikokrat sem eni sestri rekel, ki mi je prva pričevala o Jezusu v evangelijski cerkvi in dala tudi Božjo besedo, da sem kakor Job.
Ampak nisem poznal še Jobovega pisma, danes ga popolnoma poznam. Bilo mi je popolnoma vse odzeto, ampak bilo mi je dano novo življenje. V Jezusu Kristusu. Danes vem, da ko pride trenutek, mi Gospod daje tudi vrata novega dela in z dobrim delom, poštenim delom prihaja vse tudi. In v bistvu mi ni nič bilo odzeto, samo to je bilo vzgojno, da bi sledil Gospoda. Še pridobili ste torej. Seveda, večno življenje. Aleluja. To je pa čudovito, da ste verovali kot Job tudi takrat, ko je izgubil vse, ko so ga vsi zapustili, pa vam ni bilo nič težko. Že takrat sem rekel sestri, ostala mi je molitev, Božja beseda in Jezus Kristus. No pa ne molite vi samo takole zase, sam, na samoti, v tišini, molite tudi tako za ozdravljenje. Naprimer v cerkvi srca Jezusovega, ko so ob sobotah karizmatične maše. Vkolikor me duhovniki vodi karizmatično srečanje, povabi na molitev, z veseljem pristopim. Pristopim tudi kjerkoli me prosijo za molitev. Zgodilo se mi je, da sem tudi videl bolanega in sem ga vprašal, če želi, da molim za njega. Z veseljem. In danes te duše vidim, kako z veseljem prihajajo v cerkev in tudi tokrat ali kjerkoli me prosijo za molitev. Posebej se oglašajo ljudje iz poslovnega sveta. Torej dobro vplivate na poslovneže, ne samo na druge, predvsem na poslovneže. Želim vam povedati en dogodek. Bil sem v Reki službeno in zvečer sva s pastirjem molila in rekel sem, želel bi biti kakor ti. In odgovor je bil, ja, ker bo šel ti jutri, jaz ne morem. Da bi ljudje prihajali po tebi, k meni. In tako sem tudi obiskal eno firmo in spet odprem poslovni kovček in duša, ki je to videla, se nenavadno nasmeji. Sem rekel, kaj je tako lepega, ko vidim Sveto pismo. In kmalu smo ugotovila skupni imenovalec. Nedaleč iz Reke vodi v prenovi v duhu slavljenje. In najin poslovni razgovor se je končal z objemom in z molitvijo. Torej je tudi med poslovneži veliko ljudi, ki so zaljubljeni v Jezusa. Verujem, da ta, ki sledi Jezusa in pot Bogu Očetu, je najuspešnejši na vseh področjih, karkoli dela. To zdaj vidim in veselim se, da me Gospod spet uporabi in vrne v gospodarstvo. Torej, ostajate v poslovnem svetu, ostajate evangelizator, pričevalec in človek, ki moli za druge. Pa mogoče bi za konec, če se strinjate, zmolili za naše gledalke in gledalce neko splošno molitev za ozdravitev telesa, duše in duha. Pred to molitvijo bi želel povedati, da od leta 2003 molim skoraj vsak dan molitev za odpuščanje in notranje ozdravljenje. Kaj to pomeni? Da ko odpustimo, to je proces, drugim in sebi deluje Sveti Duh in ozdravlja. Z veseljem pomolim. Nebeški Oče, hvala ti, da si tukaj prisoten v Svetem Duhu in kličem, pridi Sveti Duh na vsako dušo, bolano v duhu, duši in telesu. Izli se Božja moč po brezmadežnem srcu Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, dotakni se, kot si se dotaknil mene, vsakega, ki te išče, da bi te resnično našel, da bi lahko spoznal, da ti osvobajaš, ozdravljaš, na prvem mestu, da si odrešenik, ki daješ moč in veselje, mir. In hvala ti, Gospod, da v tem trenutku ozdravljaš
vsako dušo. In tvoja obljuba je, da vsako bolezen lahko predamo po tvoj križ, po tvoje rane. In v imenu Jezusa Kristusa zapovedujem vsaki bolezni na duhu, duši in telesu, vsakogar, kjerkoli je, in verujem, Gospod, da zdaj delaš čudeže, kjer si jih delal včeraj, danes in na veke. Tukaj si prisoten. Hvala Jezus ti za vse. Amen. Verujemo, da je veliko naših gledalcev in gledalk ozdravelo na duhu, duši in telesu in se vam zahvaljujemo, ker ste bili z nami. Hvala za vaše pričevanje, odgovore, za obisk. Želel bi se zahvaliti Bogu Očetu, Jezusu in Svetemu Duhu, tudi televiziji Exodus, da sem lahko podelil milosti, ki sem jih doživel s Gospodom Jezusom Kristusom. Še veliko dobrih pričevanj vam želimo. Drage gledalke in dragi gledalci, za nekaj časa se od vas poslavljamo, vidimo pa se spet v naslednji oddaji.